Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer. V današnji oddaji bomo s predstavniki različnih verskih skupnosti spregovorili o pogledih na življenjske stvari, ki nas vse zadevajo. Razpad družine, okoljske spremembe, osamljenost, položaj žensk in še kaj. Ali smo si res tako različni? V studiu pozdravljam goste. Aleksandro Zibelnik-Badi, skupnost Bahaji. Dober večer. Simono Prosič-Filip, evangeličansko duhovnico. Dober večer. Patra Silva Šinkovca, katoliškega duhovnika. Dober večer. Lamo Shenpen Rinpocheja, budistična kongregacija. Doro Glasford-Zimmermann iz Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ali na kratko Mormoni. Dober večer. In Uroša Lebarja, skupnost za zavest Krišne. Dober večer vsem skupaj. Pa bi kar takole vprašala vas, Lama. Ali je res vsakemu človeku zlo, ki ga moramo premagati, zato se moramo odločiti, da bi lahko živeli bolje? We strongly believe that actually we have the free will within our mind to always decide to act for the good or not. Unfortunately, sometimes the life conditions makes that some people might choose an unethical way, but it leaves also the possibility that if some people have chosen this negative way, they can always come back on the right side and right attitude, because they have the possibility. So we have indeed the root or the seed for both positive actions and thoughts, negative actions and thoughts. And we do decide. Simona, kako naj se pa pravzaprav človek v teh težkih trenutkih odloča, na kaj naj se upre v življenju? Zdaj, v težke trenutke verjetno preživlja neverjetno, ampak zagotovo vsak človek. Ne? In v tem današnjem postmodernem času je ta pritisk ze sveta, okolice vedno večji na človeka. Ne? Tako da vsak človek vedno bolj potrebuje nekaj, na kar se mora opreti. Seveda vsak išče na svoj način. Jaz kot verujoča oseba seveda se opiram v takih trenutkih na Boga v smislu meditacije, molitve, čitanje svetega pisma, kjer dobivaš tudi spodbude, tudi te pelje nekako v smer, da mogoče najdeš boljšo razrešitev. Nedvomno pa vsak človek rabi ob sebi dobrega človeka. Ne? Človeka, kateremu lahko zaupa, brez tega, da bi razmišljal v smeri, a ne bo ta drugi človek to izkoristil v slabem pomenu. In ravno tu mislim, da je v današnjem svetu veliko odprtega, saj je vedno manj ljudi, katerim lahko zaupaš. Ne? In tako ljudje nimajo zadosti teh ljudi, katerim bi se lahko zaupali, in tako nastajajo velike odprtine in pa stvari, ki niso za človeka dobre, ne? Od alkohola naprej in vseh ostalih. Aleksandra, v vaši veri pa pravite, da nihče ne nosi zla v sebi, da pravzaprav noben človek ni zloben v sebi. Kako potem razlagate recimo te Simonine trditve? Vera Bahaji je sama po sebi zelo pozitivna vera in uči, da je vsak človek rojen dober, da je v vsakem dano dobro bistvo, da je potem tisto, kar nas naredi slabe, so posvetne stvari, ki se jih naučimo. V današnjem svetu, če pogledamo, imamo ogromno negativnih vplivov, od medijev naprej, potem se tudi ne osredotočamo na vzgojo, sicer se osredotočamo na tisto posvetno vzgojo, na posvetno izobrazbo, vedno pa pozabljamo na duhovno izobrazbo. Pozabljamo na to, da bi morali vsi imeti etične in moralne vrednote, ki bi se jih morali tudi držati. Sedaj pa kdo jih lahko uči, verjetno bodo prišle od Boga, če so te svete vrednote in duhovne. Tako da vsak otrok, pravi Bahá'u'lláh, ustanovitelj vere Bahaji, ima možnost, da je luč tega sveta ali pa da je tema tega sveta. To je odvisno od njegove izobrazbe in pa potem od tega, kako se po svobodni volji tudi sam odloča v življenju. Gospa Dora, se vam zdi, da je v današnjem svetu težje dobro živeti v smislu spoštovanja sočloveka in vrednot?
Jaz mislim, da ni težje, ampak je to odločitev posameznika. Jaz mislim, da se lahko vsak pri sebi odloči, da je dober človek in da želi drugemu samo dobro. In potem se bo ta odločitev zrcalila tudi nazaj. Uroš, ves čas poslušamo, pravzaprav tega imamo veliko, vsi polna usta, pa tudi ne rečem, vse cerkve to učijo nekako v smislu, karkoli boš počel, tako se ti bo povrnilo. Dobro se ti bo povrnilo z dobrim, zlo se ti bo povrnilo z zlom. Pa vendarle okoli nas je ogromno ljudi, ki delajo zlo, ki niso pošteni in imamo občutek, da se jim ne povrne. Kaj vi menite o tem? Ja, če povzamem vaše vprašanje, zakaj se slabe stvari dogaja dobrim ljudem. Na videz se tako zdi, ja, da dobri ljudje trpijo, oziroma da neki niso dobri, niso kaznovani, pa bi mogli biti, in se zdi, da neke vrste krivica obstaja na tem svetu in da nihče ne skrbi za to. Zelo dober odgovor na to daje reinkarnacija. To pomeni, da v tem svetu vidimo, da za vsako stvar, ki se nam zgodi, obstaja nek vzrok. Kadimo cigarete, dobimo raka, razumemo, ne? Včasih pa nekdo dobi neko bolezen ali pa se mu zgodi neka nesreča, pa ne vidi tega vzroka in pol sklepa, da se mu je zgodila krivica. Če pa poznamo svoje prejšnje življenja, kaj smo bili v prejšnjih življenjih, kaj se nam je dogajalo, kaj smo mi počeli drugim, pa lahko razumemo, da ni krivice. V tem svetu ni krivice. Vsak dobi tisto, kar si zasluži, če ne zdaj, pa v naslednjem življenju. Tako da to je dobra novica, v bistvu. Ker to pomeni, da na ta način smo odgovorni za svoje življenje, ga lahko spreminjamo in še ena zelo zanimiva poanta, če se nam v tem življenju kaj slabega zgodi, zelo slabega, zelo hudega, lahko razumemo s pomočjo reinkarnacije, da smo nekaj podobnega mi nekoč nekomu storili. In iz tega potem lahko izhaja zmožnost oproščanja drugim, pa tudi sebi. In zmožnost vedenja, da lahko stvari v prihodnje tudi spremenimo z duhovnostjo, z jogo, z meditacijo. Se pravi, za spreminjanje sebe kreiramo tudi prihodnost. Pater Silvo, vas bom pa malo drugače vprašala. Katoliška vera ima v Sloveniji dolgo tradicijo, v zadnjem času pa je vse več ljudi, ki se nekako odločajo za kakšno drugo vero. Že tukaj v studiu nas je precej. Zakaj menite, da je tako? Na to bom jaz najbolj težko odgovoril, najbolj tisti, ki so, če so bili katoličani, recimo kristijani, da so spremenili svoje vero, prepričane stališča, bi najlažje lahko razložili na to vprašanje. Mislim, da seveda je veliko razlogov. Po eni strani prvo se mi zdi to, kar je rekel drugi Vatikanski koncil, da za marsikaj smo krivi mi sami, kristijani, kar pomeni, da ne živimo tistega evangelija, ki nam ga je Kristus dal, in če nekdo ne dobi tistega, kar je srčika, bistvo, jedro, potem seveda mogoče išče kje druge. To se mi zdi tisto prvo. Če mi ne živimo to, kar je bilo rečeno zdaj, v vseh teh odgovorih, tisto osebne odločitve delati dobro in seveda, da smo mi kdorkoli že, mislim, da vsak človek, niso samo dobri pa slabi ljudje, ampak da je vsakem od nas nekaj dobrega, pa tudi nekaj slabega, da vsi delamo dobre dela drugim, ampak tudi, koliko slabih stvari naredimo tudi nekomu, zaradi nas, zaradi vsakega od nas tudi nekdo trpi. In seveda, da je to tisto, kar tudi odbija. In da seveda tisto, kar je slabo, je lahko včasih veliko, zelo veliko in preveč. In da če imajo ljudje slabe izkušnje znotraj neke cerkve, najbrž še potem tudi zapustijo zaradi slabih izkušenj. Po drugi strani pa seveda v enem ambientu, kot je bil ta evropski, katoliški, če delamo en velik del Evrope, to sodobno, moderno družbo, potrošniško družbo, so se vrednote bistveno zamenjale v smislu konsumizma, potrošništva, hitrih zadovoljitev tistih osnovnih potreb in da so ljudje še vedno in danes mnogi tukaj ustavljajo. In jaz vidim eden vidik tega, da je seveda tudi to razlog za to, da nekateri zapustijo vero, najbrž katoliško, ampak najbrž tudi druge. Da s tem se soočamo pravzaprav vsi. Kako nagovoriti sodobnega človeka za duhovne vrednote? To, kar je bilo tukaj rečeno, mislim, da se trudimo vsi za te duhovne, etične stvari, za tiste osebne odločitve, delati dobro, da je to nam vsem skupno. In mogoče še en tak razlog vidim kot zelo pomemben, in sicer
mogoče to, kako se prav verni ljudje lahko zavzamemo za ta svet. Mogoče mnogi današnji sodobni ljudje, ki vidijo veliko problemov tega sveta, lahko politične, lahko gospodarske, ekološke, krivico, ki je na tem svetu, spolne zlorabe, suženjstvo sodobno v raznih oblikah, pa mogoče pogrešajo, zato ker mnogi trpijo zaradi teh stvari, pogrešajo mogoče prav nas, da se zavzamemo za tistega, ki trpi, da nismo na njihovi strani. In zato potem reče, kaj lahko pravzaprav pričakujem več od lepih besed, ki jih govorite, lahko imate vi svoje lepe molitve, meditacijo, hodite v cerkev, obrede, ampak moje osebno življenje pa lahko mojega življenja se to ne dotakne. In mislim, ta krik o bogih je najbrž izziv nam vsem. Omenili ste seveda to potrošništvo in vse, kar je povezano s tem in razpad vrednot. Ena se mi zdi vrednota, ki pravzaprav ni več vrednota, so tudi otroci. Pojavlja se vprašanje imeti jih ali jih sploh ne imeti. Simona, kakšno je vaše mnenje? Zdaj, imeti otroka ali ne imeti, verjetno smo ljudje od Boga bili na to ustvarjeni in smo dobili tudi to nalogo, ne. Je pa res, da je v tej družbi in to, da so pač, da je taka situacija, da se veliko ljudi pri tem vprašanju zaustavi, če že ne pri vprašanju ali imeti ali ne, potem pri vprašanju koliko imeti, ne. Potem drugo, kar je tu velik problem, zelo je razvrednotena vzgoja samega otroka, potem mogoče se veliko staršev boji tudi tega, kako otroka vzgojiti, da ne bi zašel na stran poti, kar se danes dogaja. Potem tudi družba, mislim, če pogledamo v šole same, daje otrokom, ne da bi rekla preveč pravic, ampak nekako ne določi tisto mejo, ko bi otroci vedeli, dosem lahko, če pa prekoračim to mejo, pa posegam že v svobodo drugega človeka, kar pa ne smem delati, ne. In potem otroci rastejo pač v družbi, ki jim ne da tistih pravih vrednot, njihova pot potem zaide in seveda starš je potem lahko pri tem zbegan. Tako da seveda družina je prva, ki da temelj otroku, vendar družba jim mora pomagati. In tu bi verjetno bilo zelo, zelo veliko potrebno narediti, da bi tudi to vprašanje potem bilo enostavnejše nekako, pa tudi ne bi bilo tega vprašanja imeti otroka ali ne imeti otroka. Gospa Dora, vaša cerkev daje velik poudarek na družino in zakonsko zvezo, pa vendarle tudi med pripadniki vaših vernikov prihaja do ločitev, do razpadov. Zakaj se vam zdi, da je tako? V naši veri verjamemo, da smo vsi duhovni otroci nebeškega očeta, ki dobimo svoj tabernakel, svoje fizično telo tukaj na zemlji. In to fizično telo moramo čuvati in paziti na njega. In verjamemo v velike družine zaradi tega, ker moramo pač priskrbeti ta fizična telesa še našim bratom in sestram, ki so še vedno v nebesih. Zdaj, glede razpada družine, je pa tako, v vsaki družbi so pritiski na družine, tako kot je že gospa Simona rekla, pritiski na družine in medsebojni odnosi zaradi vseh napetosti, zaradi vseh posvetnih zadev, v bistvu se začnejo krhati odnosi v sami družini. In če ta družina ne živi evangelija, tako kot ga sprejemamo, se zgodi tudi v naših občestvih, da pride do razpada te družine. Ampak v bistvu nam je zelo veliko do tega, da ne pride do razpada družine, zato ker so žrtve vedno otroci. Starši se lahko ločijo in so si tujci zopet, ampak otroci imajo vedno še istega očeta in isto mamo in jim vse pomeni ta. To se pravi, da tudi če pride do ločitve, je potrebno vzdrževati tisti čustven odnos z otrokom, ki sta ga imela prej, ker otrok ni kriv ne za njun razpad, njune zveze in ne za karkoli se je v družini dogajalo, ker otroci so nedolžni. In zaradi otrok včasih vztrajamo v zakonskih zvezah, ki nam nikako ne odgovarjajo.
mogoče se prehitro poročamo, mogoče ne spoznamo drug drugega dovolj in ne najdemo skupnih točk. Ampak če bi živeli resničen evangelij, kot ga Jezus Kristus uči, bi oproščali drug drugemu, bi naredili vse za drugega, ne bi toliko gledali na sami sebe in na svoje lastne potrebe, bi se bolj osredotočali na potrebe našega partnerja, ne? In s tem bi potem tudi vzdrževali našo zakonsko zvezo v taki obliki, ki bi bila zadovoljujoča za nas same in za naše otroke in za družbo nasploh. Uroš. Ja, jaz sem hotel to dodati, da včasih so ljudje v bistvu živeli v težjih materialnih pogojih kot danes. Imeli so manj informacij, manj možnosti, da se izobrazijo, da se poiščejo pomoč na nek način. Pa so zakoni bili, rečem, bolj trdni, pa so imeli več otrok in tako naprej. Tako da jaz mislim, da ni toliko problem v denarju, pa v teh materialnih pogojih, da bi jih manjkali, ampak je problem v naši spremenjeni zavesti povprečnega Slovenca, Slovenke, in to je, da se nismo več toliko pripravljeni odrekati, se pravi svojim lastnim potrebam ali pa užitkom, ampak se raje odrečemo otrokom, no, po domač povedan. Jaz imam osebno recimo 3 otroke, majhne, pa vem, da je to trdo delo, ne. Sicer je sladko breme, ampak še vedno je, da rečem, trdo, ne. In če veš, da ta materialni svet, začasen svet, ne, in ne iščeš popolnosti v tem svetu, ampak veš, da si tukaj zato, da služiš, ne da uživaš, potem so stvari enostavne. Če pa misliš, da je ta svet ena edina stvar, imam samo 70 let življenja, pa konec vsega, pa probaš maksimizirati svoj užitek, ne, in otroci na nek način se finančno ne splačajo, so samo strošek, če tako gledamo, ne, ekonomsko, ampak to je zgrešena logika. Lama Šenpen, kakšen je pa vaš pogled na vzgojo otrok? Nekje ste omenili, da je to sočutje eno izmed najbolj pomembnih. Yes, actually, I agree very much with what has been said before, in the sense that nowadays there is a lack and sometimes a loss of values. Spiritual values, but simply human values sometimes. The world is taking a direction of consumerism, focused on wealth, accumulation of goods, accumulation of leisure, pleasure, and we tend to put a little bit aside those values we could transmit to the children. So I think this is one of the main problem that we can find in the society of today related with the children. What the society is doing for the children can also worry a little bit the parents, because through the media, through even the school system, sometimes some values which are not in agreement with the parents, with spiritual life, with human values, are promoted. When a school bring children, for example, to learn how to shoot, even if it is just paintball or such things, we accustom the children with something which is beyond our value. When you have 2 schools, primary school and a kindergarten, close by a shooting place, like in one side of Ljubljana, those children are growing all the day long, hearing shooting day after day, morning, afternoon. What does it mean? I think there is a lack of compassion, a lack of care for the others, a lack of respect. I think the basics of compassion is respect. If we learn truly how to respect the others, we can only generate compassion for them, because we learn how to respect their life, their words, their needs, and we don't place ourselves as the center of the universe, but also as a servant for the society in which we are. Not servant in the sense of being oppressed or whatever, but in the sense of humility, of what can I also bring for the others? What can I offer as a service to the society in which I live? Compassion is not just a spiritual or religious concept. I think it is a human concept.
I think if we go back just a little bit with what we said before, our mind, our consciousness is primarily good. I also believe that. Unfortunately, due to the various influence and lack of ethic, we tend to take the easy way or the quickest way to get what we want, how we want, and this leads to a defect in the values of our society. And I can understand that some parents might be afraid sometimes to bring some children in this society. Nevertheless, it's such a miracle actually to bring a child to this world and to envision also what we would like to transmit to them so that they can become a good being, a good human being. That parents should not be stopped by this, but should emphasize on their own values, what they promote. Pater Silva Lama je omenjal sočutje in da smo pač vsi ljudje nekako dobri v sebi. Pa tudi mi se ves čas pogovarjamo o tem, kaj bi bilo dobro, kako vemo, da bi veliko ljudi to ve. Pa zakaj vendarle tega vseeno ne storimo? Ja. Kdo ve, si želimo, ne? Vsi tukaj se tako lepo strinjamo, da so vrednote bistvene človeške. Sočutje se mi zdi tisto res tako bistvena stvar, kot ste vi rekli prej, tudi zaupanje. Ne? Slovenska družba, jaz sem tudi zelo se strinjam, da zelo manjka prostor zaupanja, da je preveč nezaupanja, kar pomeni, da se ne počutimo dobro drug ob drugem kot ljudje. In da vrednote, da so včasih se izpostavljeni, niso tako abstraktne, ampak je predvsem, koliko smo resnično lahko in si upamo biti kot ljudje drug z drugim, da imamo zaupanje drug drugega in potem seveda se rodi tudi lahko sočutje, sprav ta čut za drugega, kje je, kakšne so njegove potrebe drugega človeka in spoštovanje, kot je Lama tudi omenil, se zelo strinjam. To je zame ključno, to so 3 ključne besede za človeško družbo, če hočemo sploh malo zdravo družbo. Da je to nekaj, kar pomeni biti človek, da sem spoštovan, da spoštujem, tukaj lahko rečemo tudi ljubezen, seveda, da čutim, sočutim, da čutim drugega, da se oživljam na drugega in da se čutim varnega, sprejetega, da sem lahko to, kar sem. Če pa to manjka, če teh izkušenj nimam, ne toliko idej, ki jih imamo v glavi, ampak občutkov, ki so znotraj v nas, ki jih pa dobimo z izkušnjo življenjsko, potem pa seveda nekaj bistvenega manjka. Če se ne čutim varnega, potem sem stisnem, potem se začnem braniti, potem se poraja jeza, potem reagiram agresivno, potem začnemo graditi vojsko, potem se gremo streljati in moramo imeti vaje, takšne in drugačne. In to ustvarja seveda nezaupanje in agresivno držo. Tistih majhnih vsakdanjih konfliktov, ki jih doživljamo na teh mikro odnosih do tistih globalnih, kjer se ustvarja ta občutek nevarnosti, nesprejetosti in zato agresija. Ta je, mislim, da ena od tistih osnovnih človeških, zakaj ne delamo potem dobro, ker se začnemo vesti obrambno. Obrambne drže so pa vse tiste, ko nisem več jaz, ker ne upam več biti jaz, ker tisto najbolj žlahtno, dobro v nas, rečemo duša ali bistvo naše jedro, ko to ni več sproščeno, da ne upam biti to, kar sem, da nisem sprejet, da nimam občutka, da sem sprejet, da me drugi sprejemajo, potem sem ogrožen in iz ogroženosti reagiram obrambno. Potem so moje projekcije na druge ljudi in tako naprej, obtoževanje, sumničenje in vse tisto, kar ustvarja, kar zniža stopnjo zaupanja in seveda se začnemo oddaljevati in ne približevati drug drugemu. Seveda, če gremo zdaj v religiozni jezik, bomo rekli, ja, tukaj je greh, lahko rečemo izvirni greh, lahko seveda odpremo teološko debato glede kako razumemo izvor greha, ali je to človek samo dober, pa so izkušnje, pa smo bolj na behavioristični strani v psihološkem jeziku, ali pa so na tem našem religioznem, kot smo ga že omenjali, ali to inkarnacije, pa iz prejšnjega življenja prenesemo svoje breme, pa ga sedaj seveda živimo, ali seveda, če rečemo po eni biblični, rečemo en izvirni greh, ki je znotraj nas, ta napetost, ki človek prenese kot sam v sebi, ker ima en del ta nagovor, ker je Bogu podoben in ustvarjen po Božji podobi, torej ta del, ki želi živeti dobro in ustvariti in sanja najlepše sanje v življenju. Ne poznam človeka, ki ne sanja, da bi živel lepo življenje, dobre odnose, da bi bil spoštovan, da bi sam ljubil. Ne poznam človeka, da to ne bi bilo v dnu
to tiste bistvene vrednote. Po drugi strani pa seveda tudi ena težnja vsakemu od nas, da naredimo slabe stvari ali iz teh obrambnih drž, rečemo temu potem greh, ali to imenujemo kako drugače. Ampak ta napetost nekako živi z nami in v tej napetosti med tistim idealnim in tistim realnim, bolj če rečemo tistim slabim v nas, ki ga akumuliramo z raznimi, jaz mislim vendarle predvsem z negativnimi izkušnjami. Da pa so ljudje, tukaj malo kot defektolog dogovorim, pa tudi malo kot psiholog, da imajo pa zelo, zelo veliko negativnih izkušenj, prava maltretiranja in niso tega sveta doživljali, niso bili nikoli spoštovani, ampak zlorabljeni na mnoge načine, seveda, da takšni ljudje doživljajo ta svet kot grozen svet, ker so prišli v en svet, ki jih je pohabil, ki jim ni dal nikoli možnosti, da bi postali to, kar dejansko so, ker jim nikoli niso ljudje okrog njih pomagali odkriti tisto bistveno srčiko njihove osebnosti, da bi bili resnično oni. In takšni ljudje so, da potem ta svet doživljajo kot sovražen in zato so tudi bolj agresivni, ker so doživeli sami toliko teh negativnih izkušenj. Zdaj ste mi dal eno lepo istočnico. Recimo, omenjali ste te ljudi, to bi bili lahko tudi neke vrste nezaželeni otroci. Kakšen pa je recimo vaš odnos do splava v vaši skupnosti Bahaji? V skupnosti Bahaji splav kot kontracepcijsko sredstvo na vsak način ni sprejeti, ni sprejemljiv. Se pa včasih v življenju zgodi, da so okoliščine takšne, da je mogoče za mater ali nevarno donositi otroka, da je otrok tako hudo bolan, da ima kakšne hude prirojene napake, ko pa se splav sprejema kot možnost. Seveda šele potem, ko se človek posvetuje s strokovnjaki, zdravniki, če je res situacija takšna, kot je, potem, ko moli pri sebi, sam s sabo in med Bogom, ko se pogovori, a je zdaj to res prava rešitev, a je zdaj to res edina rešitev z možem, ženo, ko se pogovorite, včasih so na voljo tudi institucije Bahaji, ki pomagajo pri samem posvetovanju, kaj zdaj narediti v taki hudi dilemi res. Ker da se mati odpove svojemu otroku je verjetno nekaj najhujšega, kar si lahko predstavljamo in potem obsojati nekoga, ki se za to v silom razmer odloči, je verjetno zelo krivično. Ampak je pa verjetno treba ločiti to splav, vidva ste recimo prikimavala, splav kot kontracepcijo in splav v resnično skrajnih primerih. Kaj pa recimo? Ja, seveda. Zdi se mi, da pa se danes kljub vsemu v večini primerov splav uporablja kot kontracepcija. So neki izjemni primeri verjeten, ampak ne velja, da rečem 99% primerov skrivati za temi izjemami. Letno se v Sloveniji ubije 6000 otrok, še preden gledajo luč sveta. In to je grozen v resnici. Ali mogoče celo mnogo več, ne? Ali celo več v resnici. Govorimo samo o teh, rečem, res konkretnih splavih. Kaj pa ti sprej razne tabletke, ki se jih odstrani otroke in tako naprej. Tako da ta družba je z tega vidika zelo dvolična. Ko imamo vsi radi otroke, hkrati pa brez problema ali pa z nekim problemom sicer, ampak smo pripravljeni ga strandati, če moti naše načrte za prihodnost, pa neka finančna situacija. Kot vemo iz raziskav, večina splavov naredijo ženske med 30 in 39 letom. To niso neke najstnice, ki ne vejo, kje se jih glava drži, to niso nekdo, ki nima urejene finančne situacije ali pa ki nima moža, se pravi, gre za zelo stabilno jedro, da rečem, populaciji, ki je pripravljeno svoje otroke, da rečem, ubiti, da uporabljamo pravilen izraz, ne te skrivalne izraze, da tako rečem. Ampak se pravi, jaz ne bi sam, da to zelo kot neko obsojanje žensk. Celotna družba je naravnana, da pač maksimizira užitek in pri spolnem odnosu je tisti užitek očitno bolj pomemben, kot pa posledica, ki je otrok. Otrok je že ne paše zraven. In gre tudi, da moški kot taki so tisti en odločujočih faktorov pri odločitvi za splav. Splav si seveda naredi ženska, ampak moški kot oče, ki je prisoten ali pa odsoten, vpliva na ta rezultat, ki je, da rečem, slab za otroka. Otrok gor plača, pa ženska v resnici. Lahko še na misel k temu, kar ste že prej tudi vi omenila, se mi zdi, ja, to je velik problem, in prav, ko rečem, odnos do življenja, prav, kot ste rekla, imeti otroka ali ne imeti otroka, je
Tako se mi zdi, neko, da če tako razmišljamo, je tako, kot da bi otrok bil čokolada. 1 kilo makaronov, 5 kil jabolk. Pa vendar to ni, ne. Pa z njim potem odločamo, bi imel, ne bi imel, za koliko denarja bi imel, če imam toliko, ga bom imel, če ne, pa ne. To govorimo o stvarih. Da vsak otrok je božji dar in da je življenje darovano, da nimamo mi oblasti nad svojim lastnim življenjem, da je življenje darovano in to je ključno za mene, ko govorimo o splavu, da rečemo, če je vsak otrok božji dar, potem jaz nisem tisti, ki bom upravljal, odločal kot z neko stvarjo. Zato ta pravica do splava, kot je nekateri zrani, za mene popolnoma nerazumljiva. Kako in seveda tudi nesprejemljiva. Gotovo so stvari, ko jih potem vsaka žena mora v sebi razmišljati, so tiste skrajni primeri, ampak večina, vendarle, kot neka mentaliteta, je pa ta temeljni odnos do življenja, kar meni seveda sploh razumevanje nas samih, vrednost našega življenja, bivanje kot takšnega. In tukaj se potem v teh drastičnih odnosih pokaže v tej zahodni potrošniški družbi. To se sicer strinjam z vami, ampak vendarle se lahko pojavljajo tukaj nezaželeni otroci. Biti nezaželen otrok in potem živeti v takem, verjetno pa tudi ni prijetno. Kaj pa recimo na to? Vsekakor je zame to osebno tudi zelo velik problem. Verjetno mislite tu v otrok, ki je bil spočet naprimer med posilstvom ali podobne situacije. Zelo težko je, ko že vnaprej veš, še preden je otrok rojen, da temu otroku ne bo omogočeno odraščati tako, kot bi bilo v normalni zakonski družini. Otrok bo mogoče res, da v mnogo stvarih prikrajšen. Še najhuje je pa, če je prikrajšen za pravo starševsko ljubezen. Vprašanje se tu poraja, ali bo ta otrok potem sposoben, če bo nekoč sam stariš, nuditi svojemu otroku spet pravo starševsko ljubezen. Zdaj, jaz osebno ne zagovarjam splav. Nikakor ne, kajti zame je pravica živega bitja večja, kot pa pravica ženske odločati potem. Ona ima pravico odločiti še preden do tega pride. Ko je enkrat do tega prišlo, se je že, se pravi, prej odločila. Bi moglo biti tako, ne. Vendar vseeno pa so, kot tudi je gospa dejala, včasih res da take stvari, ko je pa potrebno zelo, zelo biti previden v tej smeri, da če ima človek svobodno voljo, da se pač sam odloči in ga jaz osebno ne bom zaradi tega obsojala, kakorkoli obsojala, ne? Ker kot človek nimam pravice obsojati, če je on naredil v tej smeri, da se je res v skrajnem primeru za to odločil. Naprimer, je tudi primer, danes je medicina tako daleč, da ve naprej povedati, da sta naprimer lahko v ogrozitvi tako življenje matere, kot tudi življenje otroka. In potem kot kristijani pravzaprav nam je tudi dana naloga, da se borimo za življenje. A pustimo, da oba umreta. Oba pahnemo naprimer v smrt. Ne? Tako da pravzaprav etika v tej smeri ne more biti ne v tem ekstremu, ne v drugem ekstremu, pa vendar mora prevladovati neko mišljenje v smislu, da se odgovorno odločamo že pred tem. Ne pa šele po tistem, ko smo do tega prišli. Pri tem bi nam zelo dosti pomogel tudi družbeni sistem. Ne? In pa samo osveščanje ljudi, vzgoja otrok, ne samo v družini, ampak tudi v širši okolici. Yes, I mean, from the Buddhist perspective as well, we cannot support or even agree with the idea of abortion else than in medical case, of course, where one life is endangered by the pregnancy itself. I mean, there are some type of pregnancy which would anyhow endanger the life of the mother, for example. Yet we still believe that in order for a child to develop, we need a consciousness, we need the parent's self. So for us, the existing of a person is from the right moment. From the right moment of conception, there is a being. We cannot say,
okay, we accept 2 weeks or we accept 3 weeks. I mean, then there is no limit. In some countries of Far East, they would accept 8 months or 9 months. This is absolutely not acceptable. You mentioned the social services. I think there is sometimes a lack also in this area, because a child who is not wanted could be at least carried on and eventually given for adoption. You have a certain amount of parents who cannot have children, who are seeking for adoption and who are obliged to adopt from other countries, when within that same country you have some children in unwanted position who could benefit, who would surely benefit of a loving environment, an environment who really wanted them. So there is sometimes a little deafness from the social services or social institutions to reform or to change some regulation in order to facilitate adoption when it is in obvious cases, obvious situation in the benefit of the child. So this is also something to emphasize and to develop. There is a key here, there is a possible solution. Yes. Ja, to sem tudi jaz hotela v bistvu povedati, da v naši cerkvi recimo se zakon čistosti imenujemo pravzaprav ta zakon, kjer se ne poročamo oziroma nimamo odnosov predno se poročamo in tudi zunaj zakonskih odnosov med, recimo to, kaj danes imenujemo prešuštovanje, da so ljudje z drugimi moškimi in ženskami in pride do teh nezaželenih spočetev. Tega pri nas ni, a ne? Oziroma mogoče je, ampak to je proti našim zakonom, a ne? To je proti zakonom evangelija. Hočem to reči, da če je družina, zdrava družina in sta zakonca pripravljena družino ustvarjati, se ne bosta odrekla otrokom, a ne? Ona da, če jima bo Bog dal otroka, ga bosta z veseljem sprejela, če pa tako, kot je gospod Lama rekel, da pride do nezaželene nosečnosti zaradi ne vem kakšnih recimo posilstva, kot je gospa omenila, takrat pa res lahko pride v poštev posvojitev, ker tist otrok ni tist človek, ki je naredil to zlo dejanje, pač pa je en nedolžen otrok, ki si zasluži življenje, če je bil spočet, to se pravi, da si je želel priti na ta svet in si je želel ljubezni in si je želel tudi sam ljubiti in dajati in služiti drugim. To se pravi, da bi v bistvu vsem otrokom, ki niso zaželeni, bi morali dati priložnost, da osrečijo koga drugega, ki ne more imeti svojih otrok, recimo, ne. In to bi morala današnja družba poveličevati, ne. Meni se zdi zanimiv podatek, da v Nemčiji, kjer imajo obveznost svetovanja pred naredijo splav, 25% teh žensk se primisli in spozna, mogoče pa bi pa ohranila otroka, ne. Se pravi, to bi pri nas v našem slovenskem primeru pomenili 1000 otrok več vsako leto oziroma toliko manj ubitih, ne. In če bi družba se načrtno fokusirala v pomoč mladim družinam, izobraževanje, da spolnost ni samo zabava, ampak da je to zelo resna in odgovorna zadeva in tudi, kot se pač spolnost se prikazuje v medijih kot nek tenis, nek šport, to je danes šport in v resnici je pa to velika odgovornost in jaz mislim, da bi se število splavov zmanjšalo v splošno zadovoljstvo vseh in še predvsem žensk, ne. Pater Silva, vi ste še želel? Ja, ena misel, vse jih je veliko zdaj, ko se pogovarjamo, kar prihajajo, ne. To se mi zdi, ko ste rekla, glede obsojanja, ne. Mislim, fino je, da se pogovarjamo seveda o načelih, o stališčih do dejanja samega, seveda pa nobeno osebo najbrž ne obsojamo, če se to nekomu zgodi, če se to odloči, razmišljamo, sprejmemo potem to odločitev prav človeka, sprejmemo jasno pa, da v samem dejanju pa ga moramo jasno opredeljevati, ko se dogovorimo o odnosu do splava, do življenja, da je to tisto bistveno, da pa ne bi nikoli obsojali nikoga, če se to tudi nekomu to zgodilo, se je tako odločil, mislim, da osebe ne smemo obsojati, ampak ima svoj razlog, ima svojo filozofijo, vplive, pritiske, takšne drugačne, ima svojo zgodbo, ampak mislim, da pa je zelo pomembno, da smo do tega zelo jasni, zato sem vesel, da imamo tako jasna stališča glede tega odnosa do doživljanja.
Aleksandra, ste še želela? Jaz mislim, da je tudi pomembno, da imamo podporo širše družine. Danes mogoče vidimo tudi enostarševske družine, sicer nič narobe s tem se zgodi, ampak je pa na vsak način lažje, če ima človek podporo svojih staršev, starih staršev in tako naprej. In potem bo morda tudi ljubezen našel tam doma in je ne bo iskal toliko zunaj pred zakonom, preko morda spolnih odnosov, ki potem se rezultirajo v nezaželenih nosečnostih. Tako da jaz mislim, da je ta podpora širše družine zelo pomembna, na katero danes vse bolj pozabljamo, ker se vse bolj izoliramo. Instant happiness, a ne, najdemo v drugih zadevah zaradi tega, ker je le pride, ko smo v družini, pride do tega, da se moramo posvetovati, malo moramo mi popustiti, malo drugi in tako naprej. Kar se pa tiče same posvojitve, bi pa rada samo še to omenila, da je Baha'u'llah že pred 150 leti govoril, da je, če posvojiš tujega otroka in ga potem vzgojiš, da je prav tako, kot bi vzgojil Božjega otroka, torej otroka samega Boga. Tako da jaz mislim, da je res ena taka zelo pomembna naloga to, ki jo ljudje, ki posvojijo otroke, prevzamejo nase in pa zelo hvale vredna. Če sem še eno misel k temu, to se mi zdi, ravno prej sem je pozabil potem povedati. Vidik skupnosti, seveda, da je človek vedno osebno odgovoren, ko je sam par, ko gresta v odnos, ampak da je to tudi stvar celotne skupnosti. In prav ta skupnostni vidik, mislim, da ga moramo še bolj podariti v tej sodobni družbi, da smo preveč individualisti samo na osebni odgovornosti, ampak da se da vsak problem rešiti, seveda, če skupaj razmišljamo in da je prostor za vse ljudje na tem svetu. Sam se mi zdi, da ravno ta vidik skupnosti vedno bolj zamira v Sloveniji, vsaj tak je moj občutek, pa tudi, ko ste vi omenila družino. Saj to je vse lepo in prav, samo v Sloveniji je vedno več ločitev, ne nazadnje tudi ogromno samomorov. Skratka, klima nekako ni najbolj ustrezna za te lepe misli, ne, ki smo jih povedali. Ja. Recimo, en pregovor je, da za odraščanje enega otroka je potrebna cela vas. Ne, niti sam, ne družina, niti oče pa mama, ampak babice, sorodniki, prijatelji. Danes se pa že v enem stopnišču ljudje ne poznajo, ne, v resnici. Tako da ta skupnost je zelo virtualna danes. In zaradi tega so ljudje sami, osamljeni in lahko naredijo napačne odločitve v življenju. Se pravi, velika modrost in prednost je, če imaš ti starejše, modre osebe, na katere se lahko obrne za življenjske izkušnje in ne delaš pač že velikokrat videnih napak v življenju. Tako da naša družba je potrošniška, usmerjena je k proizvodnji proizvajalcev, ne pa, da rečem, k proizvodnji srečnih, zadovoljnih ljudi, ker od sreče noben ima profita, kar se tiče ekonomije, ne? Ampak je to v bistvu, to je največja stvar, ki lahko imamo, ne? Se pa, kako biti srečen, to pa, s tem se pa mi ukvarjamo vsi skupaj, ne? Lama Šenpen, vedno več je osamljenih in samih, bi rekla, najprej samih in potem osamljenih. Kako pravzaprav pomagati tem ljudem? Verjetno si tega ne želijo. They surely do not want to be in this position, yet sometimes it is difficult for some people to see an issue to their loneliness, because the society does not emphasize community, not just from a spiritual point of view, but from a human point of view. Emphasizes on internet, you have chats everywhere, forums where people meet, so to say, each other. You have eventually some club or some little party here and there. But more and more, the structure itself of the society, the advertising given through the media, internet included, emphasize on individuality, not from the responsibility point of view, but individuality from the point of view of making one's own world. It is a little bit, sometimes even pathologic, how people behave like if they are the center of the world and at the same time cannot connect with the others. I believe that the spiritual community, religious community, have especially there a role to play, because what is a community? It is not just a book on which you have some members registered. It's a family. It's a big family. So people who come to, I guess, most of our temple do not just come, pray and leave.
They come, they socialize, they talk, they share ideas. If they have some problem, they can refer to a person within the community who has more experience. And that way, at least progressively, come out of a certain isolation. We have in our community quite a lot of young people who are seeking for companies. They are looking how to interconnect with people, not just from a consumerism point of view, not just from a professional point of view, but from a human point of view and a spiritual point of view. This is not given by the society. I'm not even sure that if it has to be the main role of the society, but at least the society should enable the existence and the development of communities offering this type of service, this kind of advice, of counseling sometimes to the people. And there is, I think, also a responsibility from within all our community, which is to interconnect with each other. I think each religious community is very much isolated. Sometimes we have even the feeling of competition or conflict, and this is surely not also a good image to transmit to the people. Religion is a way to bring people together. Of course, it doesn't mean we have to believe all the same thing. We have our own values, which we share actually very much in common. We have some more so-called theological point, of course, which make our difference and which makes that people can find their happiness in one or another. But I think if there would be a bit more friendly relationship among the religions, among the religious community, that would be, of course, of a great help for the whole society, for all the people, and it would be a solution or a key to loneliness, I believe. Vi prirejate večere za samske. Lama je omenjal, da se preveč da se preveč držimo en drugega. Ali k vam lahko pride tudi kdo drug, ki ne veruje? Absolutno, absolutno. Mi prirejamo, recimo med 4. in 9. uro zvečer imamo v vsaki veji pri nas imamo organizirane 3 družabne igre, kjer so vabljeni vsi med, mislim, da 15 in ne vem kolikimi leti, ki se lahko tam družijo in zabavajo brez alkohola, brez cigaret, v takem zdravem okolju in spoznavajo drug drugega in sploh ni nujno, da imajo pri tem iste cerkveno ozadje, recimo, da so iz naše cerkve, kaj takega. V bistvu so dobrodošli čisto vsi, a ne? In takrat, ko prirejamo, recimo, dan za neporočene na 30, recimo, ne, potem se srečajo ljudje, ki so približno istih let in se spoznavajo drug z drugim in lahko tudi najdejo neke skupne točke in se družijo, ne? Ker v bistvu človek je ustvarjen za to, da bi služil drugemu, ali pa je socialno bitje, v bistvu ni rad sam in nima rad tudi ne tega, da se počuti osamljene, ne? Ampak če včasih pozabimo nase in se posvetimo recimo problemom koga drugega, pa je iz katerekoli verske skupnosti, recimo, ali pa tudi ateista, ali karkoli, a ne, človeku kot takemu, a ne, potem pozabiš na tiste svoje skrbi in svoje probleme in s tem pomagaš lahko drugemu in sebi, zato ker na svoj lasten problem pozabiš in potem pomagaš lahko istočasno tudi drugemu, ne. Meni je strašno všeč ta vaša ideja o skupnosti, ampak kako pravzaprav to narediti, kako se združiti, da bo neka, tako kot je on rekel, recimo, da je potrebno, da otroka vzgaja vas, Lama je govoril o teh povezanostih, a se to sploh da v tej kaotični družbi, hitri? Se da. Že to, kar delamo tukaj, je nekaj tega, ne? Sem zelo vesel, se zelo strinjam to, kar Lama pravi. Ustvarjati moramo skupnosti, ne? Jaz mislim, da je, če gledamo zgodovino, da smo najbrž verske skupnosti veliko prenesli tudi slabega v smislu teh medsebojnih konfliktov, vojn, takšnih ali drugačnih naših evropskih ali pa azijskih. Sem bil lansko leto v Phnom Penhu, sem se gledal tiste templje, vojne, ki so bile med budisti in hinduisti. Čudoviti templji, cel svet za tja gre in pa gledaš na zgodovino, pa sem o tem razmišljal. To je žalostna zgodba naših verskih skupnosti skozi stoletja.
pa Kitajska, pa kamorkoli gremo. Bil sem na tistem čudovitem dnevu, kdaj je bilo leta 86 v Asiziju, ko Janez Pavel II. Papež povabil predstavnike različnih verskih skupnosti, da so skupaj molili za mir. Sam sem bil takrat študent v Rimu in sem rekel, to se pa splača biti zraven, in smo šli v avto in smo šli takrat v Asizi in smo tam skupaj molili. Meni se je delo to nekaj popolnoma novega v zgodovini človeštva. Da si upamo priti skupaj, da si upamo biti to, kar smo, ne eden proti drugemu, ampak skupaj kot del različnih verskih skupnosti, ampak da čutimo ta svet, določene iste probleme, da skušamo skupaj nekaj ustvariti pozitivnega, dobrega, ker vsi, če gledamo, poslušamo, imamo nekatere temeljne vrednote, so tako skupne in da je ta pomanjkanje, da mi sami začeli doživljati sebe, da so ustvarjamo, če gledamo zdaj na slovenski svet, na slovenski prostor, da je majhen, ampak kako bi lahko prinesli k temu slovenskemu svetu več vrednot, več zaupanja, več duhovnega bogatstva. Vsak se trudi po svoje, ampak da bi bilo to še tudi nekaj skupnega, da se ne bi bali drug drugega, ampak da bi lahko prispevali več k temu. Več etičnosti v teh javnih dogodkih, preditvah, plakatiranju in tako naprej, kar se nekaj tudi že zgodilo. Ampak mislim, da je tukaj velika moč, da imamo, da je to in da seveda tudi vsak po svoje že prispeva. Mislim, da ves čas skozi zgodovino vsak po svoje prispeva. Seveda tisti, ki v sebi nosi resnično duhovno moč. Mogoče smo včasih vendarle preveč formalisti, pripadamo nekim cerkvam, ampak nimamo duhovne moči, nimamo etične moči in če tega ni, potem seveda nimamo kaj prispevati. Lahko ime damo, lahko nalepko damo temu svetu, ne pa dejanskih vrednot, ne pa dejanskih duhovnosti. Vse posodke pa so ljudje, ki živijo iz svojega bogatega duhovnega zaklada, so ustvarjajo ta svet in ustvarjajo zaupanje, odprtost, bogatstvo okrog sebe. In tam so tista žarišča, ki ves čas gnetejo to življenje in so tisti, ki so nosilci tistih plemenic dobrega skozi od generacije do generacije. In več, ko nas bo, več, ko bi se to trudili, mislim, da bo lepši ta svet. Aleksandra, pri vas, veri Bahaj, pravite, da emancipacija žensk bo tudi mnogo pripomogla k takšnemu svetu, kot ga je ravno kar opisal pater Silva. Kje se vam zdi, da so ženske, recimo v Sloveniji, pa nasploh, se vam zdi, da je dosežena ta emancipacija? Bahá'u'lláh je napovedal, da ko bodo ženske enakopravne, da bo svet dosegel popolno enotnost. Glede na to, da enotni še nismo, očitno nekaj še ni v redu. In vedno se sprašujemo, a smo zdaj ženske v Sloveniji enakopravne, nismo, sicer po eni strani v politiki je premalo žensk, po drugi strani nas je tudi premalo visoko izobraženih in tako naprej. Noben se pa ne vpraša, kje se pa začne to? V družini se začne vzgajati. A sem jaz v družini sedaj enakopravna v mojem zakonu? A sem jaz enakopravna partnerica svojemu možu, a nisem? Kako postanem? Jaz mislim, da gre to že od družine naprej. Če je družina temelj družbe, potem se tukaj vse začne, tukaj se naučimo. In Bahá'u'lláh daje posebno pomembnost postavljene ženske, ker pravi, da so prve vzgojiteljice otrok, ki so naslednja generacija odraslih in s tem tudi naslednja generacija svetovnih voditeljev. Torej bi morali biti ženske tiste, ki so izobražene ne samo znanstveno, ampak tudi duhovno, da vejo, da bodo svojim otrokom privzgojile in da jih bodo naučile te stvari, ki so res pomembne, spoštovanje, ljubezen do drugih, da si pomagamo med sabo. In ja, jaz mislim, sigurno še nismo tam, kjer bi morali biti, kar se tiče enakopravnosti. Simona, vaša cerkev je na področju enakopravnosti žensk naredila kar veliko. Vi ste evangeličanske duhovnice tukaj v Sloveniji, mislim, da ne vem, če je še katera verska skupnost, ki bi jih imela. Kakšno pa je vaše mnenje o tem, o ženskem položaju? Glejte, jaz vedno tako pravim, kot je bilo že večkrat danes to povedano, če je družina celica, pri vzgoji tudi otroka, da se pravi, da otrok potrebuje tako očetovskega duha kot materinski duh, da bi izrasel v popolno osebo v tem smislu pač tu na zemlji, ki je relativno povedano. To še ni tisto negrešno osebo, ker itak to nihče ne doseže, ampak da bi imel oboje. Ravno tako naj bi bila cerkev.
Tudi v cerkvi, cerkev vzgaja, uči, te vodi na pravo pot, te spominja na vse vrednote, pozitivne vrednote, oziroma ti jih učiti, jih skuša razložiti, skuša tudi pokazati svetlo stran v težkih trenutkih in vse te stvari. In mislim, da tudi ženska v tej vlogi lahko veliko pripomore. Zdaj, opravljanje službe je pa itak ali tako, jaz vedno pravim, ne samo v duhovniškem poklicu, ampak tudi v vsakem drugem poklicu, odvisno od vsakega človeka posameznega. Če imaš za to talente ali nimaš, če to poklic opravljaš od srca, ne, z ljubeznijo ali ne, tu pa takoj vsak vidi. In če ga opravljaš srca, ga opravljaš verjetno dobro, dobiš takoj pomočnike in se delo lahko nadaljuje. Ne. Isto je v medicini, isto je kjerkoli. Takrat imaš Božji blagoslov poleg sebe. Ne. Tako da v tem oziru sama kot evangeličanska duhovnica zaenkrat ne vidim, da ne bi mogla uspeti delati stvari, ki bi bile Bogu v slavo in čast, vsem mojim bližnjim, kakor tudi meni samemu pri tem, hkrati pa v korist. Pater Silva, zakaj se vam zdi, da pa v katoliški veri to ne bi šlo? Zaradi ženskega duhovništva zdaj, ne? Tako, kot je ona zdaj tako lepo povedala. Pač, ena teologija, ki je tako nastala kot je, to imamo in te se zdaj držimo. Seveda, da je duhovništvo različno razumljeno znotraj katoliške teologije, kako znotraj protestantske teologije in da tukaj seveda razlike v pojmovanju duhovništva je treba razumeti, zato so tudi odločitve lahko različne. Ne? Apostolsko nasledstvo, če je ali ga ni. V tem smislu seveda zdaj gremo že potem neke teološke debate, ki mogoče za ta okvir so že preveč specifične, preveč specializirane. To pa seveda vloge same po sebi, jaz jih tudi ne razumem, da je to tisto nujno potrebno, kar lahko da enakopravnost ali pa emancipacijo. Jaz mislim, da je vključenost v življenje kot takšno, spoštovanje moškega, ženskega, oboje stransko, se pravi, jaz tle vidim tisti prispevek, ki ga vsak lahko da zdaj, po kakšnih poteh, v katerih vlogah, sam po sebi ne vem, če je to tisto bistveno, ampak da je v teh vlog je pa znotraj katoliške cerkve zelo veliko za moške, zelo veliko za ženske, da ženske dajo katoliške cerkve ogromno. Da to je ves čas in je Janez Pavel II spet, če njega omenjam, napisano lepo encikliko o ženskem poslanstvu in tako naprej. Glede ženskega duhovništva pa seveda zelo specifično vprašanje eno, ki pa seveda to zdaj ne pomeni, da ne cenimo ženske vloge in ženske kot takšno. Bi bilo pa najbrž iz tega sklepati predrobno. To gotovo. Ja? Actually, within our tradition, since we believe in reincarnation, we bring the equality of consciousness in the sense that in one life you can be a man, in the other life you can be a woman, and goes on according to the cause we have created. So we don't see actually why there would not also be equality in the society in which we live. From a religious point of view, we have the same equality. We have actually women lamas as well as men lamas within Buddhism. Yet, I think what sometimes people are afraid and sometimes missing is that men and women have also some characteristics, some specificities, which we should not forget. Sometimes when we want to bring equality, we don't bring equality just in the harmony. We try to be the same as the other. So I think sometimes some women also have tried to reach equality by becoming men, accessing the same thing as men, and that might have sometimes brought also some archaic defense from the patriarchal societies, and it has kept a certain tensions within the society. As I can see, this tends to get better and better with the time. The younger generation tends to have also within the family a better equality, a better balance between the task, between the decision, between responsibility, because again, what comes in front is responsibility. We can be equal
but as long as we are not equal in responsibility and task given, accepted, there will not be equality in the society as a whole. And there as well, the religious society has a great task, a great effort to develop in order to emphasize in a harmonious equality between men and women in task, in responsibility, yet without to necessarily lose what makes a man and a woman a woman. Otherwise it leads to certain of other problem of our society when the youth do not know anymore if they are boys or girls, men and women, and it leads to other type of consideration which includes a lack of certain ethical values for the sake of pleasure, for the sake of seeking any type of activities with everybody, everywhere, not knowing anymore where are the limits. Jaz bi povedal primer iz naše tradicije, podobno lahko poznam, ker je Lama rekel, ne, spravo v prejšnjih življenjih smo bila lahko naša duša v telesu moškega ali ženske, pelca, črnca in tako naprej. Se pravi, biti nek rasist ali pa imeti neko nespoštovanje do drugega spola, iz tega vidika popolna neumnost, seveda. Ne. Tako da v naši tradiciji so prav tako duhovni učitelji in duhovne učiteljice, guruji, ki so ženske, se pravi, ni omejitev v tem smislu. Ne. Važno je pač naša, koliko smo duhovno napredni, to je v bistvu najvažno telo. Ne. Seveda pa ne smemo hkrati s tem zanemarjati, se pravi, smo enaki, ampak imamo pa različne dolžnosti. Ne. In imamo občutek, ne, da je ta pač, feminizem naredil eno napako in to, da si je vzel na nek način kot moško pozicijo, kot tisto pravo in tam je moč, tam je oblast, ne, tam je vpliv in poskušali doseči ta vpliv na družbo z moško energijo, ne, dočim v bistvu lahko ženska prav tako kontrolirajo ta svet in moškega, ampak z žensko energijo, ne, in pol se stvari lahko zelo harmonične. Tako da ja, to so naši skupnosti, trudimo na ta način doseči, se pravi, da vsak igra svojo vlogo, ki jo ima v tem življenju. Jaz sem zdaj moški, duša, ki ima moško telo, moja žena ima žensko telo in oba dva igrajo svojo vlogo, hkrati pa veva, da so v resnici oba dva duše in služabnika Boga. Ne, da je to neko minljivo začasno bivanje, ki ima višji cilj. Dora, vi ste še želela? Ja, jaz bi rada povedala, da v krščanstvu, kar tudi naša cerkev je krščanska, ne, mi ne verjamemo v reinkarnacijo, ne, mi verjamemo, da je duša živela pri Bogu in potem je dobila fizično telo in potem, ko fizično telo odmre, gre duša nazaj k Bogu. Ne. To se pravi, da imamo eno življenje in v tem življenju imamo ženske in moške različne vloge, ampak to ne pomeni, da nismo enakopravni. Ne. Vsak doprinese svojo polovico v to skupnost in je zelo pomembno, da recimo, da imajo moški moške vloge in ženske vloge, ker primarna ženska vloga je to, da rodi otroke in da jih vzgaja in da jih uči ljubezni in razdajanja in vseh teh pozitivnih stvari. Moški imajo pa v bistvu vlogo, da poskrbijo za svojo družino. Ne? In zdaj v tem zadnjih, ne vem, 60 letih recimo, ko se je pa svet nekako začel imenovati enakopraven, se ženske nekako borijo za to, da bi zavzele tudi te moške vloge. Ne? In zaradi tega prihaja v bistvu v družinah do razpada, zato ker tam ni več tiste konstantne materinske osebe, ki bi bila vedno tam za otroke. Ne? Otroci so v bistvu danes prepuščeni sami sebi, zato ker ženske ali pa ogromno ženske, ki želijo tudi kariero in to ni nič narobe s tem, ampak v principu pa, če se ženska bolj odloči za kariero, pomeni, da ima manj časa za svojo družino, za svoje otroke in se mi zdi, da se je v tej tekmi za enakopravnost se je izgubila ta bistvena vloga ženske, ki je pa zato, da pravzaprav to novo generacijo nauči ljubezni in spoštovanja in služenja drug drugemu.
In se mi zdi, da tudi moški postajajo zaradi tega manj moški, a ne? Ženske si včasih prav želijo, kje je tisti moški, ki sem včasih vedel, da je to moški in to je pa ženska. Zdaj je vse nekaj zamegljeno in nihče ne ve več, kje je prava vloga zanj in kako naj se sploh obnaša v tej današnji družbi, a ne? To je problem. Glejte, že čez vso to oddajo, ko govorimo, mene vedno vodi nekam v glavni problem, ki ga ima ljudstvo danes, je materializem. Pregnan materializem, ki v nas to duhovno nekako ubija oziroma začne prevladovati in rodi pač sadove, ki jih rodi sadove. Zdaj, glede tega, kar se govorimo, feminizem, pač jaz bi tako dejala, je bilo, ne moremo mimo tega, da ženska nekoč ni imela toliko pravic v družini, kot jih ima danes. Verjetno je iz tega tudi ta tradicija nekako prišlo, ali iz tega zgodovinskega, da še danes mogoče tu in tam kaj takega obstaja. Vse, kar je bilo v zvezi z odločitvijo, je bilo na rameh moškega. Danes temu več ni tako. Zdaj ženska mogoče želi postati oziroma pridobiti vlogo moškega. Jaz ne gledam na to stvar tako. Ker tudi moški več danes nima te vloge, ki jo je imel nekoč kot oče družine. Zaradi materialističnih dobrin se vsi ženemo za določenimi stvarmi, ki nas odtujujejo od tistih osnovnih vrednot. Ne vem, če sem bila zadosti jasna, kaj želim povedati. Eni in drugi smo zašli s prave poti, tako oče kot mati. Ne? In ta materializem je mogoče tudi eden od tistih stvari, ki dela probleme v vseh teh oblasteh, ki smo jih danes govorili. In enostavno te okolica sili v to. Ni povedano, da ni rešitve, še zdaleč ne. In z iskanjem dobrega v drugem bomo prišli lahko skupaj brez vseh problemov. Vendar ne samo tako kot zdaj tukaj, da pridemo skupaj, pa ko pridemo ven, ne da bi pozabili, ampak da bi že spet mislili na stvari, ki nas čakajo, ampak bi mogoče se vzeli vendarle čas za udejanjanje tega, kar z besedami govorimo. Pater Silvo. Tukaj uporabljamo več besed in govorimo po eni strani so, da enakost najbrž ne moramo reči, moški in ženska sta dva različna telesi, pa tudi način doživljanja, razmišljanja in da ta različnost je zaželjena in dobra in tako smo ustvarjeni in da je to tisto naravno in da to različnost bo ostala. Enakopravnost pred zakonom, enako pravice imeti je seveda nekaj, kar je tisto, za kar je bilo nujno treba kaj narediti v zgodovini, kar je bila ženska postavljena v neenakopraven položaj. In da je ta razvoj bil zelo dobrodošel. Odgovornost da vsak doda tisto skupnosti, kar pa ima, pa mislim, da je danes eno pomanjkanje bolj kot vloga, da bi morali žensko vlogo še bolj dvigati, ker mislim, da ima zelo močno, ampak danes jaz pogrešam bolj, da moškega ni v družinah. Moškega ni. Kdo vzgaja otroke? Koliko je enostarševskih družin? Koliko otrok nima očeta? Kje je oče? Kje je njegova odgovornost? Kje je njegova moškost? Da pravi mož, ki je tam en dec, če bi rekli zelo po domače. Ampak tako pomembno, da ostane svojo identiteto, svojo močjo, svojo moškostjo, odgovoren, na katerega se nekdo lahko zanese in če rečemo zdaj za družine in na nek način pobegne. Se pravi, premalo te vloge jaz te pogrešam. Če gledamo vpis v srednje šole, gimnazije so 2/3 deklet, 1/3 fantov in to zdaj že 15 let traja v Sloveniji, kar pomeni zelo nesorazmerno. Zdaj ta val je prišel na fakultete in se pravi zelo nesorazmerno. To se bo zdaj poznalo seveda v javnem življenju. Ta nesorazmernost, pa nič ne rečem, da je to narobe v odnosu do dekleta, ampak se mi di ta ekvilibri nekako naravno se mi di, da nekako se je porušil. Seveda, da se včasih dekleta niso imeli dostopa do izobrazbe, kako še danes, mnogo kje po svetu, pri nas v Sloveniji pa mislim, da ja, in da so mogoče danes dekleta favorizirane sistemom, kot ga imamo, s točkami, da se lahko pišejo s tolkimi točkami. To je bolj na
mlin deklet kot pa mlin fantov v tistem razvojnem obdobju 14. do 18. leta. Zato so fantje danes prikrajšani v smislu napredovanja v družbi dolgoročno. To, kar je zdaj zadnjih 10 let, odkar imamo maturo. Ta nesrazmerje sem hotel še poudariti. Ampak kako se potem v družbi uveljavljajo, seveda so potem pa različnosti, po katerih se pa ljudje odločajo za poklice, za vloge v gospodarstvu, v politiki, to pa najbrž pustimo svobodo. Da možnosti so, ampak osebno se odločajo potem, kot želijo. Spoštovane gledalke in gledalci, tako o stvareh, s katerimi se sreča vsakdo od nas, razmišljajo naši gostje. Kako pa bomo v določenih življenjskih situacijah ravnali, je seveda odvisno od vsakega posameznika. Odločitev je torej vaša. Gostom se prav lepo zahvaljujem za njihove misli, vam tudi, spoštovane gledalke in gledalci, in vam želim lahko noč.